večer. Teden splošnih knjižnic je, v katerem knjižnice s svojimi uporabnicami in uporabniki in s knjigami seveda ne izgubljajo stika, ampak se prilagajajo zdravstvenim razmeram. Pozdravljam vas zato prek spleta, pozdravljam tudi moja gosta, to sta gospa Mirjam Hladnik-Mirhelčič, sociologinja, in Aleksej Kalc, zgodovinar, raziskovalka in raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pozdravljena oba. Oba sta svoje raziskovalno delo združila v obsežnem delu Doba velikih migracij na Slovenskem. Soavtorica tega dela je tudi Janja Žitnik Serafin. Ta doba velikih migracij se razteza od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Kar težko je verjeti, da se je v tem obdobju z ozemlja današnjega prostora slovenskega izselilo okrog 440 tisoč ljudi. Največ migracij je bilo iz Bele krajine, iz Dolenjske, s Kočevskega konca. Ker pa smo na Gorenjskem, nas bo seveda zanimalo na začetku, kakšne so ugotovitve vezane na migracije in ta prostor. Mogoče gospod Kalc, če kar začnete. Ja, hvala lepa za besedo. Torej, kot ostale slovenske dežele oziroma pokrajine je tudi Gorenjska nekako povezana z temi množičnimi migracijskimi gibanji, ki ste jih omenila in katerim se posveča naša knjiga. Zdaj, da bi v dveh besedah samo glavne poteze teh gibanj za Gorenjsko predstavil, bi bilo težko, zato bi vam tako omenil predvsem en vidik, ki se mi zdi izredno zanimiv, in sicer to, da je Gorenjska povezana, da je gorenjski prostor povezan z prvo pionirsko fazo izseljevanja iz slovenskega prostora v Združene države Amerike. In sicer ta pionirsko obdobje se začne že v prvi polovici 19. stoletja, ko čez ocean v Severno Ameriko odhajajo zlasti posamezniki, bodisi trgovci, krošnjari, pa tudi rokodelci in predvsem slovenski misijonarji, ki delujejo kot evangelizatorji pri domorodnem prebivalstvu. No, in med temi je bil tudi znan slovenski misijonar Franc Pirc, ki je misijonaril že od srede 30. let in ki je sredi 50. let 19. stoletja začel z organiziranim naseljevanjem nemških kmetov v državi Minnesota. To je na severni strani, na centralnem delu Združenih držav Amerike, blizu Velikih jezer, ki je bila takrat seveda zelo redko naseljena in večinoma gozdnata in divja pokrajina. No, in potem sredi 60. let je ta misijonar se vrnil spet v Slovenijo na obisk in je med kmeti bil znan tudi kot sadjar, torej pospeševalec sadjarstva, in je užival veliko zaupanje in je povabil bodisi osebno, bodisi skozi časopisje, skozi svoja pisma, oglašal se je v slovenskem časopisju in poročal o razmerah in o možnostih naseljevanja in tudi priporočil recimo slovenskim kmetom, ki bi se želeli radodarnejše zemlje, kot so jo imeli doma, predstavil te možnosti naseljevanja. In tako da je leta 1965, takoj po koncu secesijske vojne v Združenih državah Amerike, prišla prav z okolice Bleda prva skupina 50 naseljencev, več celih kmečkih družin in vrsta posameznikov, ki so se naselili, ki so ustanovili nekako prvo naselbino, ki še danes obstaja in se imenuje Sveti Štefan. In torej
značilnost te naselbine je bila v tem, da je nekako bila strnjena poselitev, ker so bili slovenski kmetje vajeni nekako, tako recimo, nekega vaškega življenja in so si želeli, da bi tudi v Ameriki se naselili v tej obliki, kar je bilo za ameriške, recimo, razmere in sistem naseljevanja, kolonizacije takrat nekaj neobičajnega, ker kot vemo, je bil sistem kolonizacije, so bile razpršene kmetije. No in takrat v tej vasi Svetem Štefanu je potem naslednik Pirca, ki se imenoval Buh, tudi misionar, ustanovil tudi prvo slovensko župnijo. Tako da še danes imamo dve vasi, to je St. Stephen oziroma Sveti Štefan in v bližini tudi druga vas, ki so jo ustanovili drugi, nekoliko kasnejši izseljenci, ki so sledili tem prvim v naslednjih letih, in ta vas se imenuje St. Anthony, torej Sveti Anton, ki še danes obstajata obe in še danes tam živijo pretežno potomci teh prvih gorenjskih naseljencev. No, to je ena zanimiva recimo epizoda tega gorenjskih migracij. Na Gorenjskem pa so seveda migracije kot drugod na Slovenskem imele, torej je bilo več vrst in več oblik migracij, za razliko od na primer Dolenjske, ki ste jo prej omenili, ali pa drugih območij slovenskega etničnega prostora, ki jih je izseljevanje v večji meri, če tako rečem, prizadelo. Gospa Hladnik, ali lahko se vrnemo k vam, pa nadaljujete, kar ste želeli povedati? Skratka, govorimo o Gorenjski, ste tukaj želeli kaj dodati? Želela sem dodati samo to, se slišimo, zdaj je v redu, je. Samo to, da ko sem pred par leti bila v Minnesoti, kjer sem pač opravljala raziskavo, sem ne samo obiskala Sveti Štefan in zares tam videla te prve hiše, ki so ohranjene in so, kot bi rekli, muzej na prostem. Ko so prišli kmetje iz Gorenjske, so si v tistih zelo težkih pogojih, tam so hude zime, morali seveda hiše šele narediti. Zato je bilo zelo pomembno, da so bili zares spretni, pametni, delavni in so vedeli, kako se lahko naredi pač razmere za živeti res od začetka. Peljala sem se pa tudi skozi mesto, ki se imenuje po misionarju, duhovniku, ki ga je Aleks omenil, to je Pirc. Torej samo mesto, imaš na začetku tablo in gor piše Pirc. Tako da so ti sledovi slovenskega izseljenstva tam zelo vidni in zelo močni. Hotela sem samo še dodati, da glede razseljevanja po Avstro-Ogrski monarhiji in seveda tudi v ZDA, imamo pa potem to znamenito žensko zgodbo, torej ne vem, če Domžale spadajo na Gorenjsko, ampak vsekakor zgodbo Slamnikarc, ki je znotraj ženskih migracij, s katerimi se jaz bolj poglobljeno ukvarjam, ena posebej fascinantna zgodba. Migracija ima različne razloge, tudi kompleksne. Bi lahko rekli, da je bil glavni razlog predvsem težke gospodarske razmere, torej revščina. Kakšne so bile razmere za življenje na slovenskem prostoru in ali je to bil poglavitni razlog za odhod? Torej, da razumemo to obdobje, ki mu ne samo na Slovenskem, ampak vse splošno v Evropi pravimo doba velikih migracij. Torej, naša knjiga se umešča v ta vseevropski kontekst. Seveda, revščina je del te zgodbe, ampak da razumemo, kakšne so bili vzroki in razlogi, tudi bi rekel, za to množične migracije, si moramo predstavljati, da je 19. stoletje tudi stoletje globokih družbenih, gospodarskih in tudi politično-kulturnih sprememb. Torej, iz nekega tradicionalne
pretežno kmečke oziroma ruralne družbe, se v 19. stoletju nastopi doba hitrega gospodarskega razvoja, industrializacije, urbanizacije, in to je povezano seveda z globokimi in tudi težkimi prelomi v družbenem razvoju, v družbenih strukturah. Nastajajo po eni strani novi centri, novi gospodarski centri in ponujajo se nove gospodarske možnosti, možnosti zaposlovanja, po drugi strani pa tisti svet, ki ne doživi tako intenzivnega, tako močnega razvoja, ki nekako ostane nekako bolj vezan na tradicijo, in to je bilo večinoma slovenskega etničnega ozemlja, v katerem se tudi močno poveča število prebivalstva in zaradi tega se povečajo potrebe tega prebivalstva, ne ponuja pa toliko možnosti temu prebivalstvu, seveda se potem sprožijo migracijski premiki iz teh nekako marginalnih, manj razvitih območij v tista gospodarsko bolj napredna, hitreje razvijajoča se območja, kjer potrebujejo to delovno silo, ne? In zaradi tega to je recimo ozadje v okvir, bomo rekli zgodovinski, ne? Gospodarsko-socialni, v katerega moramo umestiti to tudi našo slovensko zgodbo. Zdaj v kontekstu avstro-ogrske monarhije, pod katero smo takrat mi spadali, je slovenski prostor kot skoraj vse slovanske pokrajine spadal med tako imenovane marginalna območja, torej območja, ki niso doživela oziroma ki so zaostajala za razvojem. Razvoj recimo v Avstriji je bil koncentriran v nemški Štajerski, v spodnji Avstriji. Tam so bili veliki rudarski centri, industrijski centri, in zaradi tega se je tudi del našega izseljevanja prelival v tisti prostor, to se pravi zlasti iz spodnje slovenske Štajerske, delno tudi iz Kranjske, so se ljudje začeli najprej izseljevati proti severnim avstrijskim deželam, recimo srednji in severni Štajerski in spodnji Avstriji. Tam je živelo recimo po razpoložljivih statističnih virih na začetku 20. stoletja do 50.000 slovenskih priseljencev iz celotnega slovenskega etničnega prostora. Šele v 80. letih se potem začne množično prekooceansko izseljevanje v Združene države Amerike, ki postane najpomembnejši cilj izseljevanja slovenskega prostora, zlasti iz kranjskega prostora, ampak tudi iz Primorske, tudi iz Štajerske in potem proti koncu 19. stoletja vse bolj tudi iz Prekmurja, ki je takrat ni bilo pod Avstrijo, ampak je bilo pod ogrskim delom avstro-ogrske monarhije. In tretji zelo pomemben cilj je bila hkrati od 80. let dalje tudi Nemčija. Torej, Nemčija je v Evropi bila tudi država, ki je doživela zelo hiter, od 70. let dalje, zelo hiter industrijski razvoj in potrebovala tuje, torej delovno silo, ki je prihajala delno iz nemškega prostora, množično pa tudi iz drugih evropskih prostorov, zlasti iz vzhodne Evrope in južne Evrope. In Nemčija je bila zaradi tega po Združenih državah, ki je bil prvi tuj, najbolj množičen cilj našega izseljevanja, drugi zelo pomemben cilj izseljevanja z našega prostora. Razlika med Severno Ameriko in Nemčijo je bila v tem, da so se v Nemčijo, kot tudi v avstrijske dežele, izseljevali predvsem da je šlo predvsem za rudarske delavce, delavce, ki so se ukvarjali, ki so se zaposlovali v rudarstvo in ki so že nekako na Slovenskem bili rudarji. Torej je šlo za bolj
nekako bolj poklicno izseljevanje. Medtem ko v Združene države Amerike, izseljevanje v Združene države Amerike je zajelo širši spekter slovenskega prebivalstva, ki je bila seveda predvsem kmečkega izvora in ki je potem pripomoglo k temu, da se je v Združenih državah zlasti od 80-ih let pa še bolj hitro od 90-ih let 19. stoletja in zlasti v prvih, torej na začetku 20. stoletja do prve svetovne vojne, tam naselilo po nekih ocenah okrog od 150 do 200 tisoč naših izseljencev, oziroma 200 tisoč je bilo potem Slovencev prve in druge generacije, to se pravi tudi že v Ameriki rojenih po prvi svetovni vojni, no, so jih toliko našteli ob popisu leta 1921. No, tako je nastala ta tako imenovana ameriška Slovenija, kot jo poznamo, ne, torej ta slovensko izseljenstvo v Združenih državah Amerike. No, omenili ste različne migracije, tudi znotraj slovenskega etničnega prostora, naprimer v Jesenice, pa po Balkanu, po Evropi. No, prek današnjih transportnih možnosti, če za hip odmislimo koronavirus, si je težko zamišljati to premikanje ljudi sredi 19. stoletja, naprimer, ampak migracij je bilo očitno kljub temu ogromno. Zanimivo je tudi, kako so delovale prave agencije, delovala je seveda tudi propaganda. Kako so se odzivali domači posvetni in cerkveni vrhovi? So ljudi odvračali od poti? Torej, preden odgovorim na to vprašanje, bi rad še povedal, da s temi množičnimi migracijami, ki so na evropskem nivoju, recimo v evropskem okviru zajele približno 50 milijonov ljudi, je do tega lahko prišlo, ker je zatem stala tako imenovana izseljenska industrija, to se pravi ladjarstvo in celotna organizacija, celotna logistika, bi lahko rekli z eno današnjo moderno besedo, ki je to omogočila, ne? In tudi razvoj in revolucija v transportih, torej parni stroj, hitre ladje, vedno bolj zmogljive, ki so sprejele na krov več tisoč potnikov, ne, in celotna organizacija, ki je to recimo prevažanje ljudi, ne, v tretjem razredu, ne, ki je torej tretji potovalni razred je bil tako imenovan razred za izseljence, ne, to omogočil. Seveda del te zgodbe je tudi propaganda in tudi torej izkoriščanje tega pojava, ne, torej zato okrog tega pojava so se vrteli zelo veliki interesi, ne, torej ladjarski, ekonomski in tudi interesi tistih, ki so sodelovali pri organizaciji in ki so imeli ves interes, da spravijo čez ocean čim večje število migrantov, da zaradi tega tudi čim več zaslužijo, zaradi tega so tudi delovali preko meja legalnosti, če tako rečem, ne. Torej, ena od značilnosti liberalnega obdobja je svoboda izseljevanja. Torej, svoboda izseljevanja je v 19. stoletju se uveljavlja po celi Evropi kot temeljna človekova pravica. Ampak te pravice so obstajali zakoni, ki so prepovedovali zlorabo te pravice. In med zlorabami te pravice je bilo tudi navajanje, to se pravi spodbujanje k izseljevanju. In seveda do tega je prihajalo in na to so potem seveda bile tudi reakcije. V slovenskem prostoru in ne samo v slovenskem prostoru se z množičnim izseljevanjem, zlasti v 90-ih letih, tudi veča odpor proti izseljevanju in zlasti bodisi politika, bodisi kulturniki, bodisi javno mnenje. Če beremo takratne časopise, bomo redko kdaj našli povoljno mnenje in povoljne misli o izseljevanju. Vedno je izseljevanje nekako prikazano bolj v negativni luči, prav zaradi tega, ker je obstajal ta strah, da pred tako množičnim odlivanjem prebivalstva, bodisi zaradi prebivalstva samega, ampak bodisi, ker je bilo to povezano tudi z nacionalnim vprašanjem. Druga polovica 19. stoletja je, kot vemo, obdobje recimo
razvoja naše nacionalne misli, naše nacionalne ideje in odliv tolikšnega števila prebivalstva. Prej ste omenili in mi smo to tudi recimo s številkami podprli, da se je do prve svetovne vojne od srede 19. stoletja torej do druge svetovne vojne je zmanjkalo na območju današnjega slovenskega državnega prostora 440 tisoč prebivalcev zaradi izseljevanja, je to pomenil torej veliko izgubo tudi z nacionalnega vidika. Torej ta odpor odpor proti ne samo propagandi, proti izseljevanju kot takemu, korenini tudi v tem strahu, ki je zelo prisoten ne samo v slovenskem prostoru, to je zelo nekako, slovenski prostor ni izjema, to lahko opazimo tudi v drugih evropskih državah, se dogaja podobno. Kako so nova? Ja, gospa Kladnik, seveda. Samo z enim primerom bi rada to ilustrirala, kako je ne glede na ta strah in pač nacionalni kontekst, ki ga je Aleks omenil, kako je treba pač razumeti, da je bila privlačnost odhajanja v tuje države, da je pač to nekaj relacijskega. To ni nujno samo Združene države Amerike, Nemčija kot itak, tako kot danes, privlačna destinacija, avstrijske dežele znotraj monarhije tudi, ampak recimo Bosna, ki je bila konec 19. Stoletja anektirana k Avstro-Ogrski monarhiji, je bila prav tako za nekatere ljudi privlačna destinacija. In 100 let preden so začeli prihajati delavci iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo, so hodili slovenski delavci v Bosno in Hercegovino. In tako kot smo prej omenili duhovnike in cerkev kot neke agente izseljevanja, so tudi v teh primerih delovali zares agenti. Torej ljudje, ki so, kot bi rekli, zrihtali delo v Bosni. In to seveda je bilo delo za slovenske rudarje, za gozdne delavce in številne druge poklice. Pozneje seveda se je recimo konkretno izseljevanje v Bosno in Hercegovino nadaljevalo v Jugoslaviji in potem po drugi svetovni vojni v socialistični Jugoslaviji. Skratka, te smeri, kot lahko danes vidimo, so smeri, ki ostajajo. Tako kot danes seveda ljudje, kam se izseljujejo iz Slovenije, se izseljujejo v Avstrijo in v Nemčijo. In na drugi strani je nek tradicionalni prostor, ki ga povezujejo migracije, prostor recimo Bosne in Hercegovine in Slovenije. Ti prostori so z migracijami zares tesno povezani že zelo dolgo, vsekakor od druge polovice 19. stoletja do danes. In se pač privlačijo in odbijajo, torej odhajajo ljudje, prihajajo, se potem spet ponovno vračajo. Ne moremo vse izseljevanje razumeti kot dokončno, gre za vračanje, ponovno odhajanje, torej za eno veliko dinamiko, ki smo jo poskušali v knjigi tudi prikazati na ta način. Kako, mogoče vprašanje za oba, kako so nova okolja sprejemala to večinoma ali pa v pretežni meri poceni delovno silo iz slovenskega prostora? Sprašujem se, ali ksenofobije nekoč sploh ni bilo, kakšni konkretni primeri? Gospa Hladnik? Kar se tiče Združenih držav Amerike, je tam ksenofobija vedno bila, torej od sredine 19. stoletja dalje lahko sledimo političnemu, javnemu, medijskemu diskurzu o tem, kako pač je to nekaj strašnega, torej priseljevanje, in na drugi strani, kako je to nekaj koristnega in potrebnega. Gre za različna obdobja, za različne intenzitete, recimo nasprotovanja, različna stopnja uspešnosti tega prepričanja. Navsezadnje Združene države Amerike 1924. leta zares tesno
zaprejo vrata in se konča priseljevanje v ZDA, ki se z zakoni ponovno obudi šele 1965. V vmesnem obdobju so Združene države Amerike zaprte, torej prevlada ne samo ksenofobija, ampak neko prepričanje, da pač ne potrebujejo migracij, priseljevanja oziroma da je to škodljivo. Tukaj je zelo veliko elementov, recimo prav element, bomo rekli, etničnosti oziroma rase, se popolnoma drugače odvrti recimo v Argentini, kjer priseljenci iz Evrope, ki navsezadnje ustvarijo Argentino, predvsem italijanska migracija, bomo rekli, je osnova Argentine. Tam so seveda Evropejci drugače razumljeni, so razumljeni kot beli. Torej neki Italijani, ki se izselijo v Argentino, so razumljeni kot belci. Italijani, ki se izselijo v Združene države Amerike, so v nekem obdobju tretirani še slabše kot črnci. So torej ta nazadnjaška rasa, katoliške, nesprejemljive, grozne vere, neizobraženi, nepismeni, pač kmečko prebivalstvo brez kulture. Torej to, kako se obravnava migrante, kot pravim, se spreminja, glede na čas, glede na tudi o kateri državi govorimo oziroma obdobju, ampak gre pa vedno za dinamiko za in proti in na eni strani ksenofobije in na drugi strani sprejemanja. Gospod Kalc, omenili ste že, da je bil cilj večine Amerika, ta Promised Land, ta dežela tisočerih možnosti, priložnosti. Zakaj pravzaprav in točno v katerem obdobju? Torej, kot sem prej omenil, se velika večina našega izseljevanja v Združene države Amerike umešča v obdobje od 80. let 19. stoletja do Prve svetovne vojne. In če se s tem povežem, s tem, kar je komaj povedala Mirjam, ki je odgovorila na vaše prejšnje vprašanje, to izseljevanje so v Združenih državah Amerike imenovali nova imigracija. Ker prejšnja, starejša imigracija je izhajala iz severne in zahodne Evrope, medtem ko je nova prihajala iz srednje, južne in vzhodne Evrope. In se je za od stara razlikovala po veri, po kulturi, po jeziku in tudi po navadah in seveda tudi po življenjskem standardu. Prej ste tudi vi omenila v vašem vprašanju, recimo ta naša poceni delovna sila. Torej, za to novo imigracijo iz vzhodne in južne Evrope je bilo značilno prav, da je bila pripravljena delati za manjše plače, kot so delali do takratni priseljenci iz severne in zahodne Evrope. No, in to je bilo pa pomembno za razvoj ameriške industrije in ameriškega gospodarstva, ker je temeljil prav na vključevanju poceni in na nekvalificiranosti delovne sile. Zaradi tega je prihajalo med staro imigracijo, starim priseljevanjem v Združene države Amerike in novim, tudi do medsebojnega razkola oziroma nasprotovanja, zaradi tega, ker so novi priseljenci bili inštrument boja v roki kapitala in industrialcev, da so nižali cene dela in seveda izključevali te prejšnje migrante oziroma tudi ameriško delovno silo. In to je tudi bil en vir odpora do te nove emigracije in tudi v katero spada tudi slovenska emigracija. Poleg tega pa so bili tudi kulturni vidiki, recimo ta, da se pripadniki
nove imigracije niso tako hitro oziroma niso bili pripravljeni nekako poamerikanizirati, to se pravi se pretopiti v ta tipičen anglosaški kulturni svet. In to je potem vzbudilo tudi dodaten odpor, ki je potem na koncu, kot je prej povedala Mirjam, po prvi svetovni vojni, ko je k temu treba dodati še tako imenovani rdeči strah pred revolucijo, ki je 17. leta izbruhnila v Rusiji, in prenašanju teh idej revolucionarnih, ki so bile zelo močno prisotne pri tem delavstvu tudi v Severni Ameriki že od 80. let 19. stoletja naprej. Torej vsi ti strahovi so potem pripeljali do tega, da je Amerika nekako ne zaprla popolnoma vrata priseljevanju, ampak zaprla vrata novemu priseljevanju, to se pravi tistim priseljencem iz južne in vzhodne Evrope. In je hotela pravzaprav povečati maso in privabiti več izseljencev iz severne in zahodne Evrope, tistih, ki so bili nekako kulturno bližji temu anglosaškemu kulturnemu modelu in ki niso vzbujali toliko strahov glede tega, kakšno podobo in kakšna bo postala ta nova Amerika. Torej, to je kot dopolnilo oziroma kot nadaljevanje tega, kar je Mirjam nekako že pred mano omenila. Kako so migracije vplivale na življenje v matični domovini? Že Oton Župančič je napisal, marsikatera lesena hiša v Beli krajini se je spremenila v zidano. Gospa Hladnik, seveda goriške Aleksandrinke so predstavljale močan ekonomski temelj za marsikatero družino. Skratka, kakšen je bil vpliv na življenje tu, na slovenskem prostoru? Mogoče gospa Hladnik. To je kar težko razložiti. Zato, ker mi nekih ekonomskih izračunov imamo pač nekaj približnih. To, koliko je recimo bilo denarja poslanega domov. Mi vemo, da so to velike vsote. Zdaj, ali se je to poznalo na nekem razvoju, kot bi rekli, ekonomskem razvoju? Ne. Mi vemo za posamične primere. Torej, denar se je sicer uporabljal v družinski ekonomiji, ne moremo pa reči, da je ves ta denar, tako kot ne moremo reči danes, za svetovno situacijo, da neke velike, zares velike migracije iz določenih držav potem povratno pomenijo, ko priteka denar seveda nazaj, ker vedno izseljenci pošiljajo domov denar, da to potem prispeva k nekemu razvoju. To so študije, ki dokazujejo, da temu ni tako, da se denar porabi znotraj družine prej za luksus kot za nek razvoj neke tovarne, nekega obrata, ki bi potem nudil zaposlitev in tako dalje. Zdaj, jaz lahko omenim dva primera. Enega prav v Domžalah, torej en tak drobcen primer, ko je prav slamnikarca prišla nazaj iz Združenih držav Amerike. Slamnikarice so bile, kot veste, kvalificirane delavke, torej to niso bile ženske, ki so delale v skrbstvenem sektorju kot večina migrantk, to je pač največja kategorija ženskega migrantskega dela, je torej plačano gospodinjsko delo. Slamnikarce so izjema tega pravila. No, ampak imamo nekaj zgodb in opisov, s tem se je ukvarjala kolegica Saša Roškar, in ona je tudi opisala zgodbo slamnikarce, ki je prišla nazaj v Domžale in zares z denarjem, ki ga je tam zaslužila, odprla tovarno in jo zelo uspešno tudi vodila. Lahko si predstavljamo na nekem nivoju mentalitete, predpisanih spolnih vlog in družinskih vlog,
da je morala biti nekaj zelo posebnega. In da so jo morali precej čudno gledati. Ampak bila je pač tovarnarka. Drug primer, kako je to vplivalo, so seveda Aleksandrinke kot bolje poznan primer ženske migracije, torej prevladujoče ženske migracije iz tega skupka goriških vasi. Ravno tako konec 19. stoletja, sredina 20. ko se ta fenomen zaključi. Tukaj je narejenih več raziskav in je ta kompleksen odgovor predolg za naš odmerjen čas, ampak vsekakor njihov vpliv je bil na res različnih nivojih. Gotovo finančen zelo velik, torej to, kar so pošiljale domov, je bilo izjemno pomembno za obnovitev po prvi svetovni vojni, za preživetje v času fašizma in raznarodovalne politike, pač na drugih nivojih so pa seveda posledice migracij ženskih, moških, tu so določene razlike, bile predvsem v smislu spremenjenih spolnih vlog. To so bile ženske, ki so veliko zaslužile, veliko več kot moški, ki so bile glavne vzdrževalke družin, in je to v tistem času bilo za predstave o tem, kaj je moško in žensko delo, so bile to pač velike spremembe, ki jih nekateri tudi niso bili pripravljeni sprejeti. In od tega pač poznamo zgodbo in o zasramovanju in tem moralizatorskem diskurzu, znotraj katerega so bile predstavljene ženske, ki so seveda garale v Egiptu kot moralno oporečne. Tako da je to ena zelo kompleksna zgodba, od čisto ekonomskih izračunov do najbolj intimnih občutij, ki jih spremenjene vloge zaradi migracije lahko prinesejo v razumevanje torej identitete. Naj povem, da knjiga Doba velikih migracij na Slovenskem je razdeljena na 3 dele: zgodovinski, socialni, gospodarski in politični vidik migracij na Slovenskem, organizacije, kulturno-umetniška dejavnost in skrb za materni jezik ter življenjske zgodbe. Gospa Hladnik, to, kar ste zdajle govorili, je del tega zadnjega dela. Zelo zanimive, tudi pretresljive življenjske osebne zgodbe, ki razkrivajo različne dimenzije osebnega doživljanja in izkušenj na tem področju migracij, odhajanja, prihajanja in skratka pomena teh migracij. Da so se narodi združevali v naselbine, to ni nič novega, da so poskrbeli za cerkveno skupnost, za kulturno ohranjanje slovenstva, izobraževanja. Vse to ni novo in to ponekod še vedno počnejo, na primer v Clevelandu, prav gotovo. Izseljenci so najbrž ves čas rabili stik z domovino, svojimi koreninami, kajne? In to se še danes na nek način nadaljuje. Je mogoče kaj reči o tem? Je to mogoče potekalo v vseh okoljih enako ali je bila Amerika specifična in je nekako dovoljevala tudi glede na število Slovencev večjo oziroma bolj razvejano tovrstno dejavnost? Gospa Hladnik, malce smo vas izgubili, ampak upajmo, da vas dobimo nazaj. Se mogoče slišimo? Ja, zdaj se slišimo. Izvolite. Hotela sem samo poudariti, da je na to vaše vprašanje pa zares možen splošen odgovor. Drugače imamo
težave, ne zmeraj radi povemo, da ni pa čistko, pa je ta specifika, pa ona specifika, pa je treba upoštevati kontekst, pa čas, pa kraj. Pri tem odgovoru pa lahko res čist mirno rečemo, da je potreba ljudi, da si v novem okolju, kamor se priselijo, ustvarijo svet, ki jih veže na to, od koder so prišli. To je zares splošna značilnost. Vsi migranti to naredijo v vseh okoljih in v vseh časih. Tako v preteklosti kot danes, tako priseljenci iz Bosne v Slovenijo, kot priseljenci pred 100 leti iz Slovenije v Bosno, v Ameriko, v Nemčijo, v Argentino, skratka, čist vse etnične skupnosti v vseh okoljih poskrbijo za to, da se vez na nek stari kraj, predvsem pa vez z njimi samimi, z njihovo lastno identiteto, vzpostavi, ohranja. Niso vsi seveda del teh skupnosti, vendar večina ustvari to, kar ste omenili. Torej vsekakor cerkev, torej prostor svojih verskih obredov, kulturne prostore, seveda časopise v maternem jeziku, pozneje v dominantnem jeziku okolja, neke šole, kjer se pač, ne vem, ob sobotah otroci učijo jezika svojih staršev ali starih staršev, prostore druženja, glasbene skupine, torej tam, kjer lahko skupaj pojemo neko hrano, s katero se identificiramo, to je čisto zares. Še danes, povsod po svetu, tako kot v preteklosti, potreba, nuja in navsezadnje tudi dolžnost okolja, da to omogoči. Gospod Kalc, zakaj je prav, da poznamo, kakšna je bila ta doba velikih migracij na Slovenskem? Zakaj je prav, da so nam znane te razsežnosti, ne glede na to, ali iščemo mogoče kakšne svoje prednike v drugih okoljih ali ne? Zakaj je to pomemben del slovenske zgodovine? Jaz mislim predvsem zaradi tega, ker migracije so sestavni del družbenega in ne samo družbenega, tudi gospodarskega in kulturnega razvoja in spremljajo našo zgodovino ne samo v tem obdobju, ko so postale tako intenzivne, ampak tudi prej in tudi kasneje, to je pozneje. Torej, vsi težimo k temu, da si predstavljamo recimo našo preteklost in našo družbo, v kateri živimo, kot nekako recimo stacionarno, nepremično, medtem ko in nekako odmislimo vsa ta prostorska premikanja, ki pa so imela v teku zgodovine zelo, zelo pomemben vpliv na vse to, kar smo tudi danes. Torej, ne samo na to, da je toliko ljudi odšlo in da v določenem momentu se je, recimo, če govorimo o narodni zgodovini, Slovenci smo se še sredi 19. stoletja živeli vsi, če tako rečem, na kupu v tem našem slovenskem tako imenovanem etničnem prostoru, tudi pomešani seveda z drugimi jezikovnimi skupinami, ampak v večini smo bili tu. Potem pa, če preskočimo v čas takoj po prvi svetovni vojni, vidimo, da je že 200 000 ali pa še več, če prištejemo še tiste v Nemčiji in tako naprej. Torej, na 100 000 Slovencev živi potem drugod po svetu. Torej, ne gre samo za te, ki so odšli in ki so si ustvarili svoje življenje tam, ampak gre tudi za vse vplive, ki jih vsa ta zgodba pustila tudi nam, nekako tistim, ki so še naprej in še naprej živimo v tem prostoru. Tako da je naša preteklost in tudi sedanjost zelo globoko prepredena s temi
s temi zgodbami, ne, bodi si posameznikov, bodi si skupin, ne. Naj dodam še temu, kar je prej Mirjam na prejšnje vprašanje odgovarjala, recimo, da do prve svetovne vojne je treba vedeti, da so bili izseljenci nekako spodbujeni k temu združevanju in samoorganizaciji, zlasti v Severni Ameriki, kjer ni bilo teh socialnih sistemov, recimo, ne, in kjer je bilo treba poskrbeti za socialno varnost, združevali tudi v te namene, ne. Zelo pomembne so bile recimo zavarovalne organizacije, ki so omogočale tem ljudem, recimo, da so si na tak organiziran način zagotovili sredstva v primeru nesreč, v primeru smrti, v primeru nezgod na delu in tako naprej. Ali pa tudi, da so si ustvarili neko bazo za stara leta, ko niso mogli več delati in služiti. Torej, to je en vidik. Potem drugo, kar bi rad poudaril, je to, da po prvi svetovni vojni, torej po razpadu Avstro-Ogrske monarhije in nastanku nove države, ko pridemo v kontekst te nove, imenujemo na kratko prve Jugoslavije, da se razumemo, ne, je ta prva Jugoslavija že od samega začetka vgradila v svojo politiko tudi tako imenovane Jugoslovane, ki so živeli izven tega jugoslovanskega prostora. Teh je bilo približno 1 milijon, Slovencev, Hrvatov največ, ampak tudi Srbov, Makedoncev, Črnogorcev. No in ti izseljenci in ta del nekako jugoslovanskega naroda, kot so mu takrat rekli, ne, je bil za takratno Jugoslavijo tako pomemben, da so mu od začetka 30. let rekli 10. banovina, ne. Torej, takrat Jugoslavija je bila razdeljena leta 1929 v 9 banovin in potem so imeli še 10. banovino, ki so jo sestavljali tisti Jugoslovani, ki so živeli po svetu. No in tej 10. banovini je sama država, za razliko prej od Avstro-Ogrske, posvečala veliko pozornost in veliko vlagala v to, da je ohranjala te pripadnike, te izseljence in njihove recimo mlajše rodove povezane z jugoslovansko, slovensko, hrvaško, srbsko in tako naprej, ampak načeloma jugoslovansko se je takrat reklo kulturo, ne. In to se je potem z drugačnim recimo ideološkim predznakom, če tako rečem, nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni pod socialistično Jugoslavijo, ne. In če potem gremo do današnjih dni oziroma zadnjih 30 let, ko imamo samostojno slovensko državo, tudi ta slovenska država ima strukture, ne, torej Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu, ki so imajo namensko vlogo vzdrževanja in gojenja stikov in medsebojnih vezi med tako imenovano matično domovino in temi deli slovenskega naroda, ki živijo razpršeni ali pa v skupnosti po raznih krajih sveta. No, upam, da boste lahko nadaljevali svoje delo, kot so se nadaljevale tudi migracije po letu 1945 in tudi po osamosvojitvi naprej, kajti to je proces očitno, ki nenehno traja. Čeprav razumem, je to načrt, da se z delom nadaljuje. Gospa Kladnik. Ja, na vsak način imamo že v končni fazi, v zaključni fazi drugo knjigo, torej od 1945 do 1990. Upajmo, da bo izšla naslednje leto ali pa na začetku leta 2022. In prijavili bomo projekt še za torej obdobje samostojne Slovenije in migracije v tem obdobju, ki so spet nekaj specifičnega, nekaj posebnega in vsekakor upamo, da bomo projekt dobili in potem nekje do leta 2025 zaključili to trilogijo, kjer bi v teh 3 knjigah imeli res en tak povzetek migracijskega dogajanja na našem ozemlju do danes.
Preden damo priložnost še publiki za kakšno vprašanje, še moje zadnje vprašanje. Ali lahko povlečemo kakšno vzporednico preteklosti s sedanjostjo? Ja, če smem jaz odgovoriti, vzporednic je veliko, ne? Ampak je tudi veliko sprememb. Recimo, da se je Slovenija kot tudi Evropa, to je tudi nek evropska značilnost in se tudi Evropa pred nekaj desetletji začela zavedati te spremembe, da se je iz območja, kjer je prevladovalo izseljevanje, zlasti izseljevanje v tako imenovane nove svetove, naj si bo Severno, Južno Ameriko, kot tudi Avstralijo in drugam, ali pa Afriko, da se je Evropa spremenila tudi po tem določenem momentu v deželo množičnega priseljevanja. Torej, že desetletja smo priča množičnemu doseljevanju v Evropo. Bi rekli, ves čas po drugi svetovni vojni iz drugih kontinentov. No in Slovenija je tudi po svoje del te zgodbe, torej zlasti po drugi svetovni vojni, delno že prej, ampak zlasti po drugi svetovni vojni, postaja vse bolj dežela priseljevanja. Torej priseljevanja večinoma iz drugih bivših jugoslovanskih republik, torej bivše skupne države. In to se dogaja tudi danes, in to je spet povezano z tistimi igrami, bomo rekli, torej razlik v stopnjah razvoja, v standardu življenja in tako naprej, zaradi katerih še vedno mnogi Slovenci, na tisoče Slovencev vsako leto iščejo nekako ne samo zaslužka, ampak tudi perspektiv, tudi recimo višjega standarda, tudi recimo uspeha, življenjskega uspeha, karieri in tako naprej drugje po svetu. In hkrati v Slovenijo prihajajo ljudje, ki spet iščejo neko boljše življenje, boljši zaslužek, boljše možnosti recimo za svoje življenje, za svojo bodočnost. Tako da vzporednica je prav v tem, da bodisi izseljevanje kot priseljevanje, to se pravi migracije, če rečemo, kot sem prej rekel, spremljajo ta naš prostor od zgodovine preko sedanjosti in mislim, da ne bo nič drugače tudi v bodočnosti. Gospa Hladnik, želite še kaj dodati? Vzporednice nekoč, danes, tudi danes opazujemo velike migracije, ki seveda so drugačne, pa vendar. Bistvena razlika je to, kar je bilo omenjeno, torej, da je postal kontinent iz nekega kontinenta res množičnega izseljevanja, kontinent priseljevanja, ostal pa je kontinent notranjih selitev, zelo intenzivnih notranjih selitev, ki so del seveda migracijske dinamike, tako da danes iz Slovenije odhajajo ljudje seveda kam drugam kot v Avstrijo in Nemčijo. Tukaj vidimo podobnost, kontinuiteto, torej enake smeri kot pred 70-imi in 100 leti, torej Nemčija, potem seveda v vmesnem obdobju med obima vojnama je bila zelo močna Francija, potem je bila v času gastarbajterstva Švedska, skratka znotraj Evrope, pa ne samo iz našega prostora in jugoslovanskega prostora, iz cele južne Evrope so se ljudje selili v severno Evropo, skratka gre spet za te primerjalne prednosti in pomanjkljivosti, kot jih ljudje vidimo v svojem prostoru oziroma v nekem drugem prostoru. In tukaj se mi zdi zelo pomembno videti evropski kontinent ali pa Evropsko unijo kot pač prostor res nenehnih migracij in naše lastne kot delček te dinamike. Pa naj gre za katerikoli tip migracije, torej od gastarbajterstva do begunstva, navsezadnje je to kontinent, ki je videl
vse te oblike v res ekstremnih številkah in oblikah, in je zelo pomembno, da se tega zavedamo vsi in vse države Evropske unije, posebej danes, ko prevladuje diskurz o migracijah, ki zanika vso to zgodovino in poskuša migracije predstavljati belo-črno in seveda samo kot mi in drugi, tisti drugačni, ki naj bi se selili, mi pa ne. To je gotovo nekaj, proti čemur se moramo vsakodnevno boriti, da nas ne zajame torej to poenostavljeno in tudi napačno predstavljanje migracij in našega lastnega prostora v tej dinamiki. Dejstvo je, da ko govorimo o novodobni migraciji, da se govori oziroma izpostavlja migracije le kot problem. Če vas prav razumem, moramo pogledati celotno zadevo širše. Imamo vprašanje. Ja, Matej Logar sprašuje, ali je res, da so se v Argentino izseljevali vsaj v zimski sezoni, ko v Evropi ni bilo sezone, predvsem italijanski glasbeniki, med katerimi so prednjačili operni pevci, in je na ta način Buenos Aires postal kulturna prestolnica Južne Amerike? Torej, tudi prekomorske migracije so lahko bile sezonske. Predvsem, pravilno rečeno, tiste iz severne v južno poluto, ker so izkoriščale te letne čase. Zaradi tega iz južne Italije je bila zelo pomembna ta vsakoletna sezonska migracija agrarnih delavcev, ki so seveda odhajali v Argentino opravljati te kmečka dela in se potem vračali. Ampak kot je kolegica prej Mirjam omenila, je bila Argentina zelo pomemben cilj italijanskega izseljevanja in drugačen v primerjavi z Severno Ameriko, ker so Italijani imeli v Argentini tam drugačno vlogo, ne samo kot delavci, ne samo kot proletariat, ampak tudi recimo kot, če tako rečem, nosilci nekih kulturnih vrednot, če tako rečem. In sploh so v samem razvoju Argentine imeli pomembno vlogo, recimo tudi na področju recimo delavske organiziranosti. Za razliko od Severne Amerike so bili zlasti italijanski, ampak ne samo italijanski, tudi drugi evropski delavci zelo močno sindikalno organizirani in so kot prav priseljenci prinesli v Argentino to kulturo delavske organiziranosti in imeli zelo pomembno vlogo. Zaradi tega se je tudi recimo Argentina drugače obnašala oziroma so imeli drugačen položaj v primerjavi z Severno Ameriko. Kar se tiče pa samih kulturnikov ali pa pevcev, je res. In med temi niso bili samo italijanski, tudi nekaj slovenskih pevcev je, torej opernih pevcev, doživelo svoj sloves prav v Argentini. Jaz bi omenil samo Carlo Cossutto, ki je tu Tržačan, od koder jaz govorim. Carlo Cossutto je bil svetovno znan operni pevec, on je, mislim, da je celo rojen v Argentini, in je bil stalen gost tega Teatro Colón v Buenos Airesu, ki je ena od svetovnih, recimo, najznamenitejših svetovnih opernih hiš. Ampak so bili pa tudi drugi. Neki Hrovatin je tudi bil operni pevec v Argentini. Tako da je ta pevska kultura prisotna v Argentini ni samo italijanska, ampak deloma tudi vključuje tudi Slovence, tako bom rekel. Počasi zaključujemo. Nič nismo rekli o Lojzetu Adamiču, o Luju Adamiču, ki je pri rosnih 15 letih odšel v Združene države Amerike brez znanja jezika, brez denarja, samo z naslovom svojega soseda. Dosegel je vrhunsko kariero publicista, pisatelja. Najbrž je to naš najbolj znani
izseljenec. Nič nismo povedali o zanimivi zgodbi Marije Černe, ki je prav tako kot mlado dekle odšla iz Rečice v Savinjski dolini. Te življenjske zgodbe so res zelo zanimive, pa jaz predlagam, da vsi, ki vas to zanima, sežete po knjigi Doba velikih migracij na Slovenskem. Prav gotovo odstira zelo pomemben del naše slovenske zgodovine. Knjiga je zelo zanimiva. Dovolila si bom pa še svoje zadnje vprašanje. Vhodna točka za Združene države Amerike je bil Ellis Island, to je mali otoček pri Manhattnu, kjer je danes nadvse zanimiv muzej, ki prikazuje priseljevanje v Ameriko, vse postopke, okoliščine, tudi življenjske zgodbe. Bi bilo prav, da imamo muzej izseljeništva tudi v Sloveniji? Kakšno je vaše mnenje? Gradiva gotovo ne bi zmanjkalo. Gospod Kalc? Torej, kolikor vem, imamo že v raznih slovenskih muzejih nekako sobe posvečene tudi izseljevanju. Naj povem samo, da je v Prvačini na Goriškem muzej posvečen Aleksandrinkam, da je v Ribnici tudi del muzeja posvečena tudi migracijam. In seveda nekega osrednjega izseljenskega muzeja še nimamo in mislim, če se primerjamo z drugimi državami, ki so bile tako močno vpete v to izseljensko zgodbo, skoraj vsi te muzeje imajo. Naj povem, da največ teh muzejev je prav v izstopnih oziroma v izstopnih točkah, to se pravi v pristaniščih izseljevanja, ne. Torej Hamburg, Bremen, Genova, Liverpool, ne. Torej, tu so nastali ti veliki muzeji, podobno kot ste prej omenili muzej v Ellis Islandu, ne, ki je seveda zelo pomemben, vkolikor so Združene države Amerike, podobno kot druge ameriške države, ampak zlasti Združene države Amerike, njihova zgodovina je pravzaprav povezana z priseljevanjem in mnogi ameriški zgodovinarji nekako predstavljajo ameriško zgodovino kot zgodovino priseljevanja. Nekaj podobnega je recimo avstralska zgodovina, ne, in tudi v Avstraliji imamo te muzeje, ki obeležujejo spomin tega priseljevanja. Torej, mislim, da so bili poskusi tudi že teh muzejev, da bi prišlo tudi na Slovenskem do muzeja. Vem, da ima etnografski muzej eno zbirko posvečeno izseljevanju, ne, torej, da neki zametki takega muzeja obstajajo. Gospa Hladnik? Pravkar so v Londonu odprli muzej izseljevanja, torej muzej angleškega izseljevanja, in so v njem naredili to, kar bi po mojem mnenju bilo zelo dobro, če bi imeli tudi mi. Torej, zbrano na enem mestu gradivo o slovenskem izseljevanju, kar pa se mi zdi ključno, je še dvoje. To je, da bi tak muzej govoril tudi o priseljevanju. Da torej ne bi delili migracij na izseljevanje in priseljevanje, ampak da bi pokazali recimo naš slovenski etnični prostor kot prostor obojega skozi stoletja in stoletja. Da bi doumeli, kako smo, kot je rekel prej Aleks, torej produkt teh gibanj, mešan, od arhitekture, identitete do politike in ekonomije. Torej, da bi bil to muzej, ki bi govoril zgodbo obojih, izseljencev in priseljencev. Na drugi strani se mi zdi pa zelo pomembno, morda še bolj, da muzeji, ki obstajajo v Sloveniji, po različnih krajih in regijah, v svojih stalnih postavitvah ne pozabijo na to plat
naše zgodovine. Kajti v Beli krajini, ki je epicenter slovenskega izseljevanja, boste našli, ne vem, med 200 sobami eno, ki je posvečena temu, komaj da pač s par kovčki in par besedami. To je zelo nenavadna perspektiva za eno okolje, ki se je dobesedno spraznilo zaradi izseljevanja, kot ste prej citirali Župančiča že pred 100 leti in več. Ne pozabiti pa tudi, da imamo lepe muzeje, torej tega v Prvačini, pa tudi muzej slamnikarstva v Domžalah, ki mogoče to zgodbo premalo poudarja, ampak jo lahko mi, če nekaj o tem vemo, prepoznamo znotraj ene zelo lepe in zelo zanimive postavitve. Torej, na ta način, če bi bilo to že v obstoječih muzejih, bi morda postala ta zgodovina bolj naša, kot je zdaj. Pa vendar moje vprašanje ni bilo zadnje vprašanje. Imamo še eno. Ja, še eno vprašanje Mateja Logarja. In sicer, koliko je resnice v tem, da je Garibaldi v Argentini dobil več podpornikov pri združevanju Italije, kot jih je bilo pa v sami Italiji? Moram priznati, da nimam odgovora na to vprašanje, ker se ne poznam tako podrobno na to, ampak Italija je že, kot sem prej omenil, slovenski prostor, že tudi italijanski prostor je doživljal te izselitve tudi čez oceanske že v prvi polovici 19. stoletja in tudi v prejšnjih stoletjih se je iz italijanskega prostora tudi množično izseljevalo prebivalstvo. Naj povem samo en primer, ki je tudi delno povezan z nami, slovensko zgodovino. Recimo, na skrajnem robu slovenskega etničnega ozemlja, zahodnem robu je, boste vsi vedeli, Beneška Slovenija. Torej, tisti del slovenskega etničnega prostora, ki se imenuje Beneška Slovenija, zaradi tega, ker je spadal pod Beneško republiko. No in v tem času pod Beneško republiko in potem, tudi potem, ko je Beneška republika propadla, vse do polovice 19. stoletja, je bilo tu razvito eno posebno vrste izseljevanja, sezonskega, in sicer so odhajali moški in so prodajali svete podobe in ornamentni papir za neko tovarno tega papirja, ki je bila v kraju Bassano del Grappa. No in ta tovarna je imela, danes bi jim rekli distributerje, tako z moderno besedo, pri Slovencih iz Beneške Slovenije, ki so pokrivali in so prodajali te podobe po srednji Evropi in balkanski Evropi vse do Rusije, in druga skupina pa so bili iz neke severnoitalijanske doline, ki pa so te podobe prodajali po Severni in Južni Ameriki. In to že v 18. stoletju in začetku 19. stoletja. S tem hočem povedati, da je zelo verjetno, da je imel v Ameriki Garibaldi dosti italijanskih podpornikov. Ne vem pa, če jih je bilo toliko, kot jih je potem imel, ko je vodil svojo ekspedicijo v okviru procesa zedinjanja Italije tudi v na italijanskem polotoku. Končujemo nocojšnji pogovor. Moja sogovornika sta bila gospa Mirjam Hladnik-Milharčič in gospod Aleksej Kalc. Obema se zahvaljujem za sodelovanje in seveda hvala vsem, ki ste nas spremljali. Srečno!